Spoštovana gospa Tatjana Kolenc, lep pozdrav. Vesela sem, da ste se odzvali našemu povabilu, da sodelujete na današnjem forumu o osebnih, čustvenih in medosebnih spretnostih za življenje. Zdaj, osebne so tiste ta prve in verjamem, da imate zelo osebno in uspešno zgodbo za seboj in tudi pred seboj, kot bomo kasneje slišali, ampak povejte nam prosim kaj o sebi, o tem, kar vas je poganjalo skozi življenje, katere mejnike ste doživljali in kam vas je konec koncev tudi to pripeljalo. Najprej lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo. Začela bom pa tako. Kar pomnim, sem bila vedno zelo radovedna, pa tudi zelo disciplinirana. V tem smislu, da sem vedno pripeljala do konca to, česar sem se lotila, oziroma vsaj naredila vse, kar je bilo v moji moči, da bi bilo temu tako. Mogoče malo tudi zaradi tega, ker sem šla po srednji šoli študirati ob delu in to vemo, da tam nimaš nikogar, ki bi te k temu priganjal, tudi zelo malo je tistih, ki bi te podpirali in spodbujali in si nekako prepuščen sam sebi, svoji želji in svoji lastni motivaciji. Zelo rada sem tudi vedno brala in pisala, predvsem sem pa uživala pri učenju tujih jezikov in sanjala o tem, da bom postala turistični vodič oziroma vodička. In kot se v življenju velikokrat zgodi, me je seveda to odpeljalo potem čisto v drug svet, danes bi rekli v korporativni svet, in sicer na področje financ in bančništva. To, kar bi pa želela posebej poudariti v kontekstu najinega današnjega pogovora, in se mi zdi zelo zanimivo, je pa to, da pravzaprav nikoli nisem zelo uživala v delu z ljudmi. V smislu, da bi vodila manjše ali večje skupine, time ali oddelke, čeprav sem bila vedno v tej vlogi. Mogoče tudi zaradi tega, ker so bili to časi mikromenedžiranja, kjer se je bolj gledalo na disciplino, na to, da smo opravljali naloge v skladu z nekimi navodili in ustaljenimi procesi, manj pa smo se ukvarjali z razvojem ljudi, ker takrat tudi še ni bilo niti teh znanj, niti orodij, ki jih imamo na voljo danes. In tako se človek nekako prepriča, da enostavno za nekaj ni sposoben. In potem, ko sem pa prenehala s tem delom kariere, se je pa zadeva postavila totalno na glavo in danes se ukvarjam predvsem ali pa kar samo z ljudmi. Zato bi rada na tem mestu poudarila, da se nikoli preveč ne prepričujmo, da za nekaj nismo poklicani, sposobni ali da ničesa ne znamo. Nikar si tega niti ne lepimo na čelo, ne poudarjamo tega nenehno, ko se pogovarjamo z drugimi, ker s tem samo omejujemo sami sebe. Namesto, da bi si dajali priložnosti in se velikokrat tudi presenetili. No, in jaz sem si to priložnost dala in danes delujem kot mentorica, kot soustanoviteljica platforme srčnega mentorstva in skupnosti srčnega mentorstva, o čemer bomo verjetno nekaj več povedali še kasneje, ampak da zaključim s tem delom, danes uživam v delu z ljudmi. Odlično, zanimivo tudi in zelo pomembno to, kar ste poudarili, ne si zapirati vrat. Ti sam, saj v bistvu ti jih drugi, zakaj bi si jih potem še sam? Meni je zelo ljub španski filozof Gasset, ki pravi, da je resnično plemenit človek tisti, ki pravzaprav od sebe kar naprej pričakuje več, kot pričakujejo drugi. In zdaj jaz mislim, da lahko trdim za vas, da ste plemenit človek in to se bo samo še potrdilo v nadaljevanju. Pravzaprav, glede na vse to, kar ste povedali, ne preseneča, da ste po izteku svoje kariere, takšne kot pač je, 40 let verjetno, da ste se lotili novega dela in novega načina, kot ste že poudarili, je to delo z ljudmi, mentorstvo. Odkot zamisel, kako ste sploh prišli do tega, da bi se prav na tem področju naprej samo uresničevali? Ja, to so bile res zanimive okoliščine, ker ko ima človek tako dolgo kariero in predvsem, če imaš priložnost, da deluješ
v različnih okoljih, celo v različnih branžah, na različnih strokovnih področjih in v zelo različnih vlogah, potem se seveda ogromno naučiš. In po koncu kariere, še bolje pa sicer še malo prej, se začneš spraševati, kam zdaj z vsem tem znanjem. Ker vemo, da znanje zelo hitro izgubi na svoji vrednosti, če ga ne uporabljamo, predvsem pa, če ga ne delimo. In kot vse kaže, sem se to spraševala ravno prav na glas, da so me slišali v Združenju Menedžer in me povabili v svoj program mentorske mreže kot mentorico. In v življenju se običajno ravnam po vodilu, da je treba sprejeti vsako priložnost, ki se ti ponudi, potem pa pač narediš vse, da boš to priložnost čim bolj izkoristil, in tako sem postala mentorica. Ker pa ne želim ničesar prepustiti naključju, sem se takoj vpisala v delavnico mentorstva in medgeneracijskega sodelovanja, ker do takrat nisem imela nobenih pravih mentorskih izkušenj. Pa tudi to še ni bilo vse. Takoj sem se priključila skupinskemu mentorstvu kot mentoriranka. Zakaj? Zato, da bi bolje razumela, kako se bo počutila v najinem mentorskem odnosu moja bodoča mentoriranka, da bi približno razumela, kaj mentoriranci sploh pričakujejo od mentorjev, in da bi jaz sama vedela, kaj kot mentorica pač lahko njej ponudim. Skratka, to povabilo sem izkoristila za takojšnje pridobivanje novih znanj. In tudi potem, jasno, v vsakem mentorskem odnosu se samo še naprej učiš, če si seveda na to pripravljen. In zato sem vedno bolj prepričana, in to tudi rada poudarim, da je biti mentor pravzaprav privilegij. Da dobiš priložnost, da lahko z svojim znanjem in izkušnjami pomagaš drugim, da jih pravzaprav usmerjaš na njihovi poti, ki so si jo sami izbrali, je res, mislim, da nekaj plemenitega in odgovornega, ker se pa v tem tudi sam učiš, pa seveda tudi zelo prijetno in koristno za tebe samega. Zato zelo rada poudarjam v svoji okolici, da mentorstvo ni samo odlično orodje za profesionalni razvoj posameznikov, kot radi zožimo mentorstvo kot tako, ampak je tudi neverjetno močna podpora vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu sodelovanju. Ker v mentorskih odnosih se srečujemo posamezniki iz res zelo različnih generacij, in če si med seboj zaupamo, če se spoštujemo in seveda odkrito in non-stop komuniciramo, potem skupaj naredimo en zelo, zelo bogat mozaik različnih znanj, idej, izkušenj, pogledov. In to je pravzaprav koristno za tiste, ki sodelujemo v teh procesih, in tudi za vse ostale okrog nas. In to lahko potrdim kar svojo lastno izkušnjo, ker za mojo že omenjeno mentoriranko smo si bili generacijsko kar precej narazen, pa tudi sicer kar precej različni. Lahko ugibate sami, ampak ena je bila bolj resna in strukturirana, druga pa z malo bolj lahkotnejšim pristopom do vsega in do vseh. Vendar so bili pa obe čvrsto odločeni, da bomo iz tega mentorskega odnosa izvlekli največ, kar je mogoče. In govorim to zato, ker želim poudariti, da so te razlike popolnoma nepomembne, če vstopimo v te odnose iskreno in z res čvrstim namenom, da bomo iz tega nekaj pridobili, da vanje vložimo vse, kar lahko, in da tudi potegnemo iz njih vse, kar je mogoče. Super. Vse to, kar ste povedali, so v bistvu načela, po katerih deluje platforma Srčno mentorstvo. Srčno. Dva možna pomena, ali pa kar oba dva skupaj. Srčno lahko pomeni pogumno, lahko pa gledamo na to tudi kot na nekaj, kar prihaja od srca, prisrčno. Oboje velja za vašo platformo. Res je. Ja, čudovito. Ampak kot nekakšna nadgradnja oziroma preprosto rezultat
takšnega načina delovanja je skupinsko mentorstvo, a ne. Kar je v bistvu že odgovor na eno moje vprašanje pred najinim snemanjem danes tukaj, kako potekajo tile tokovi, gotovo od enega mentorja k mentoriranemu, a ne, in obratno, ampak še kaj več se dogaja, a ne. Nam poveste, prosim? Ja, v bistvu res smo včasih to mentorstvo pojmovali bolj kot enostranski, enosmerni prenos znanja in izkušenj, običajno strani starejše osebe na mlajšo. Danes vemo, da je mentorstvo pravzaprav sodelovalno, da te tokovi oziroma prenosi znanja in izkušenj tečejo v obe smeri. Vemo tudi to, da lahko tudi mladi, bodisi po letih ali pa po delovnem stažu, veliko naučijo svoje starejše kolege in to se mi zdi zelo pomembno. Jasno, če smo seveda na to pripravljeni, če smo pripravljeni sprejemati znanje drugega ali, kot jaz raje rečem, če smo se pripravljeni učiti drug ob drugem. In takrat, ko mentor vstopi v mentorski odnos z željo, da se bo tudi sam veliko naučil, ali pa ko vsaj dopusti to možnost, da se bo to zgodilo, potem je to res prava stvar in iz lastnih izkušenj lahko povem, da se v takem primeru vsako mentorstvo, ki se sicer začne v tej klasični obliki mentorstva 1 na 1, slej ko prej nadgradi v vzajemno mentorstvo, kjer v bistvu oba igrata obe vlogi. Pri tem ne bi smeli pozabiti niti na obratno mentorstvo, kjer se starejši zavestno odločimo, da vstopimo v mentorski odnos zato, da se bomo učili od mlajših. Poznamo seveda tudi vrstniško mentorstvo in še vrsto ostalih oblik, ampak meni je najlepše, ko se vse te oblike povežejo v skupinsko mentorstvo. Kajti tam se srečujemo res raznoliki posamezniki, tako glede na generacije, ki jim pripadamo, glede na karierno lestvico, na kateri se nahajamo, glede na naša znanja, glede na ideje, glede na naše poglede in v tem varnem okolju skupinskega mentorstva to med seboj nesebično in res velikim veseljem delimo. Seveda se ob tem učimo skupinske dinamike, učimo se tudi umetnosti vodenja, naučimo se medsebojnega spoštovanja in zaupanja, naučimo se sprejemati drugačna mnenja, pa tudi argumentirano predstavljati naša lastna. Učimo se celo mentorskih veščin, ker pravi mentorji v tem skupinskem mentorstvu dajo možnost tudi mentorirancem, da sem ter tja prevzamejo vlogo mentorjev. Tako da jaz rada rečem, da je to skupinsko mentorstvo ena taka mala učeča se skupnost in to mi je izjemno pomembno, ker verjamem, da je naša prihodnost ravno v skupnostih in v njihovem povezovanju. Zakaj tako mislim? Ker smo ljudje pač socialna bitja in se dobro počutimo in dobro delujemo samo takrat, ko smo v interakciji z drugimi in ko se z drugimi dobro razumemo, ne? In če se spomnimo malo nazaj, že od Darwina naprej velja, da imajo večje možnosti v naravi pač organizmi, ki znajo med seboj sodelovati, pri čemer pa ne pozabijo na svojo edinstvenost. In tukaj bi rada opozorila na to, da moramo malce ločevati povezovanje in sodelovanje, ker to ni eno in isto, ne? Jaz rada to ponazorim z eno tako bolj domačo prispodobo, da povezovanje lahko razumemo kot da skupaj obedujemo, sodelujemo pa takrat, ko tudi skupaj kuhamo. In pomivate. In pomivamo, ja, tudi to je dobro. Ja. Tako da sodelujemo pa lahko seveda samo takrat, ko sami delujemo, ko smo aktivni, a ne? In to delovanje pa danes ni nič drugega kot vseživljenjsko učenje. Ker pomeni, da ostanemo radovedni, da nenehno raziskujemo, da se učimo stvari, ki nas veselijo, ki jih lahko takoj uporabimo ali pri delu ali v vsakdanjem življenju, ki nas navdajajo z nekim zanosom, kjer smo ponosni, ko naredimo najmanjši korak naprej.
Tako da poleg tega, no, da je mentorstvo skrbi za osebni in strokovni razvoj posameznika, je tudi izjemno močna podpora vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu sodelovanju. In rada bi poudarila še to, da je zaradi tega, kar sem zdaj povedala, ena ključnih vlog mentorjev tudi ta, da povezujejo ljudi med seboj. To pa pomeni, da svoje mentorirance povezujejo z drugimi osebami, ki jim lahko pomagajo na njihovi osebni ali profesionalni poti, da povezujejo mentorirance med seboj. Iz tega se razvijajo zelo lepe poslovne in tudi nove mentorske zgodbe. In tudi to govorim iz lastnih izkušenj, ker res izjemno rada povezujem posameznike med seboj in se pri tem ravnam po zelo enostavni logiki. Če se jaz razumem z nekom, potem se bojo tudi vsi ti razumeli med seboj. To mislim, da je kar logično in se mi tudi v praksi dnevno potrjuje. Tako da v teh letih, ko se intenzivno ukvarjam z mentorstvom, sem povezala res že veliko izjemnih posameznikov, ki se sicer morda ne bi našli ali pa ne tako hitro, ki še vedno sodelujejo med seboj in kar se mi zdaj najbolj pomembno, me pri tem sploh več ne potrebujejo. Ne? Super. To pomeni, da na ta način nastajajo nove zgodbe skupnosti. in se samo še širi ta zdrav organizem, ki lahko potem iz tega nastane zdrava družba. Ne? Vi ste o teh načelih in dobrobitih skupinskega mentorstva pred kratkim objavili tudi spletni dnevnik na platformi Epale in midve obe vabiva naše današnje udeležence, da si pogledajo ta spletni dnevnik. Pred kratkim smo na festivalu za tretje življenjsko obdobje tudi govorili o pomenu vseživljenjskosti učenja, pa tudi o mentorstvu, o skupnosti in tako naprej, kar pač nastane iz vsega tega. Tako da rezultatov tovrstnega delovanja je še pa še in je to najino današnje pomenkovanje lahko samo povabilo k pridružitvi ali pa tudi k ustvarjanju kakšnih novih mentorskih skupin. A vidite možnosti širitve tega, kar vi počnete, še kako drugače? Ja, recimo en dober primer je tudi to naše delovanje. Zdaj nekaj rezultatov so že zdaj lepo skupaj povzeli tega pristopa. In eden od konkretnejših rezultatov je res tudi ta platforma srčnega mentorstva, na kateri vsi zainteresirani lahko najdejo vse, kar bi bilo dobro vedeti o mentorstvu, pa tudi vse, kar se novega na tem področju dogaja, kajti mentorstvo ni tukaj prav nobena izjema, ne? Povsod se dogajajo dnevne spremembe in tudi na področju mentorstva je v bistvu tako. Na tej platformi lahko zainteresirani najdejo oziroma dobijo tudi pomoč pri uvajanju mentorskih programov, pri njihovem izvajanju, pri usposabljanju mentorjev, skratka vsakovrstno podporo, ki se na tem področju išče. Tako da jaz razumem to našo podporo kot neko platformo, na kateri skupaj soustvarjamo mentorsko kulturo, na kateri vabimo k osvajanju mentorske miselnosti in kjer skupaj nekako kreiramo, bom rekla, kar mentorsko krajino v Sloveniji. In en tak poskus je bila pobuda iz lanske jeseni, ki smo jo naslovili Povezani v mentorstvu, mentorstvo za vse, in v kateri smo predstavili preko 30 različnih mentorskih programov, ki delujejo v različnih skupnostih v Sloveniji. Izključno in zgolj z namenom, da bi jih približali širši javnosti. Ker kaj se danes dogaja? Še vedno veliko ljudi, ki čutijo, da potrebujejo tovrstno podporo, enostavno ne vedo, kje najti sebi primernega mentorja. Pa tudi obratno, ljudje, ki so pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje kot mentorji, včasih ne vedo, kam se vključiti oziroma kako in kje najti zainteresirane mentorirance.
Tako da to je pač to naše poslanstvo in naša dejavnost in iz tega razloga, zaradi tega, ker se vsi pač ne znajdemo, ne znamo najti mentorja ali mentorirancev, smo v sklopu te platforme postavili tudi skupnost srčnega mentorstva, ki danes združuje že blizu 100 mentorjev in mentorirancev z najrazličnejšimi znanji, izkušnjami in iz res zelo različnih okolij in upam si trditi, da lahko zaradi tega nudimo res najširšo možno mentorsko podporo vsem, ki bi bili pač za to zainteresirani. In se mi zdi to eno tako lepo poslanstvo in s tem tudi širimo, da malo bolj odgovorim na vprašanje, to zavedanje, ne, kako je to pomembno. Prvič, da zaznamo pri sebi, da potrebujemo to pomoč in drugič, da jo znamo tudi poiskati. In zaradi tega je ena taka posebnost te omenjene skupnosti srčnega mentorstva prav ta, da prepuščamo mentorjem in mentorirancem, da se popolnoma sami povežejo med seboj. Razen seveda, če ima kdo željo po pomoči skrbnika te skupnosti. Ravno z namenom, da si prvič posameznik prizna, da to podporo potrebuje in drugič, da si tudi zna sam poiskati sebi najprimernejšega mentorja. Morda se še malce pomudiva pri srčnem mentorstvu. Kaj bi želeli poudariti pri tem? Kaj je resnično najbolj pomembno? Ja, v začetku so mnogi zastrigli za ušesi in prav spraševali, kaj pravzaprav pomeni to srčno mentorstvo. In v bistvu je nastalo iz prej opisanega mentorskega odnosa in vsi se strinjamo s tem, da je pravzaprav bistvo ali osnovni namen mentorstva ta prenos znanja in izkušenj za osebe, ki to ima, na tiste, ki to potrebujejo oziroma se želijo. In v tem svojem delovanju smo prišli do spoznanja, da je ta prenos veliko bolj učinkovit, če poleg razuma vključimo tudi srce. Kar v enostavnem jeziku pomeni, da je mentor res željan prenesti na mentorirance vse, kar ve in zna, in to na način, da mentoriranec to lahko sprejme in tudi čimprej uporabi pri svojem dnevnem odločanju, ker na koncu dneva se vsak mentoriranec odloči sam, ne glede na to, kar mu je mentor predal ali morda celo svetoval. In zato tudi vedno znova poudarjamo, kako pomemben je v mentorstvu odnos, ki ga je treba znati vzpostaviti in tudi negovati. In to najbolje naredimo na način, da v odnos vstopimo točno taki, kot smo, in da v celem odnosu tudi tako delujemo. Tako da vemo, da nam je danes dosegljivo marsikaj oziroma kar vse, kar pa ni dosegljivo vsakemu, je pa ravno ta iskren, odprt medčloveški odnos. In na tem moramo res vsi bolj intenzivno delati. In mentorstvo je en tak prostor, kjer učimo vzpostavljanja teh odnosov in to kar na 3 ravneh. To je odnos do sebe, do drugih in do narave oziroma do okolja. In ko nam to uspe, potem so to res taki zadovoljujoči odnosi, ki so zelo pomembni za dobro počutje posameznikov oziroma kar za njihovo to splošno blagostanje, bodisi v delovnem okolju ali pa kjerkoli drugje. In še nekaj bi poudarila, ker sem že nekajkrat skozi ta najin pogovor, kako pomembna je komunikacija. In ko rečemo komunikacija, seveda ne moremo mimo najmočnejšega komunikacijskega orodja. To pa je pripovedovanje zgodb ali kot mu rečemo storytelling, še bolj mi pa všeč beseda zgodbarjenje, ki istočasno pomeni ne samo pripovedovanje zgodb, ampak tudi njihovo ustvarjanje. Zakaj je to tako pomembno? Ker so ljudje od nekdaj s pomočjo zgodb komunicirali, se spoznavali in se tudi povezovali. Ker zgodbe imajo to res nenavadno moč, da očarajo, da pritegnejo, da učijo, da vključijo. Zato je treba res, se splača razviti to umetnost. In poleg tega, da nas zgodbe povezujejo, tudi ustvarjajo neko tako domače vzdušje, zaradi katerega so tisti, ki jih poslušajo, bolj pripravljeni
na učenje. In zgodbe so tudi največja pomoč pri sprejemanju sprememb. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, da se spremembe dogajajo bolj kot na razumski, na čustveni ravni. In zgodbe se v bistvu dotaknejo naših čustev, našega srca in potem srce sporoči možganom, kaj, če in kako bi bilo dobro nekaj spremeniti. Zato to tako poudarjam. In dodala bi še samo to, da veliko govorimo tudi o sreči. O sreči je govoril in celo pisal tudi vaš gost na prejšnjem EPO dogodku, gospod Bagola. In jaz bi k temu dodala samo še en drug vidik sreče. Namreč, da sreča ni v posedovanju, ampak v delitvi. Da delimo vse, kar vemo in znamo z drugimi. Lahko se iz vsakodnevnega življenja spomnimo, ko smo zaradi nečesa posebej veseli, kako želimo to čim prej deliti z drugimi, ker se nam potem ta občutek veselja in sreče še poveča, okrepi. Ali pa tudi, kako so skrbi in žalost takoj manjši, če to delimo z drugimi. Skratka, jaz sem prepričana, da so vse dobrine, ki jih imamo na voljo, namenjene temu, da jih delimo med seboj. In to velja potem tudi za veščine in znanja, ki jih imamo. In všeč mi je ta prispodoba, da kot ljudje nimamo zaman dveh rok. Eno roko, da dajemo, in drugo, da sprejemamo. In mentorstvo je res en tak najlepši prostor tega vzajemnega dajanja in sprejemanja, in to je tudi nekako bistvo in srž srčnega mentorstva. Dve besedi sta se mi zarisali pred očmi, ko ste govorili o srčnem mentorstvu in tem dajanju in sprejemanju, in iskrenost in odprtost. In hkrati se mi je porodilo malce provokativno vprašanje, ali se vam zdi, da smo Slovenci narod, ki mu je to zelo blizu, tale iskrenost, predvsem odprtost. Včasih se mi zdi, da smo bolj zaprti, ko se pa enkrat vrata odpro, pa steče. Kaj menite o tem? Ja, jaz kar malo delim to razmišljanje, mislim, da se moramo tega še naučiti. Ampak da se počasi stvari spreminjajo. Recimo ena taka lepa ponazoritev takega ravnanja, ki ni ravno v skladu s tem, kar si želimo, je bilo včasih, da je znanje predstavljalo skrito moč, ne pa vrednoto, na katero bi bili ponosni in ki bi jo z veseljem delili z drugimi. In zdaj mislim, da se to že kar lepo spreminja. Pa kar tako smo nezaupljivi. Ravno pred nekaj dnevi sem prebrala eno misel, ne bom se zdaj spomnila, kdo jo je izrekel, ampak med Slovenci, ko nekoga pohvalimo, je prva misel, da se mu želimo prikupiti ali pa da želimo nekaj od njega v zameno. In vse te stvari je treba spremeniti in bojo potem odnosi veliko boljši, ker s tem, ko delimo neke svoje občutke, svoje doživetje, v bistvu nič ne izgubimo, lahko samo drugim pomagamo. In v mentorstvu se dogaja samo ravno to, ne? In tudi s pomočjo zgodb. In pravi mentori svoje znanja, svoje izkušnje, ki jih delijo z mentoriranci, oblečajo v zgodbe. In z njimi delijo potem tudi svoje uspehe in neuspehe na osebnem in na profesionalnem področju. Skratka, delijo zgodbe, ki so predstavljale neko prelomnico v njihovem življenju. Bodisi, da so se iz njih toliko naučili, ali pa so jih posebej navdihnile. In iz tega so v bistvu mentoriranci največ naučijo, največ pridobijo in njim je to potem v življenju velika podpora, ko stopajo po svoji poti. Krasno. Mislim, da je res to zdaj nastajajoča skupnost, ki se bo še širila, tako kot ste rekli, to je v bistvu ena nova, nujna kultura v tem svetu, ki ga obvladuje sodobna tehnologija, je to neke vrste antipod, ne? In dejansko gre za to, da nudite podporo čisto konkretnih veščin, kar zadeva mentorstvo, potem še zelo konkretnih, kar zadeva recimo kritično mišljenje, vodenje dogodkov in drugih skupin, recimo, pa hkrati tiste mehke, prečne
ali pa nekateri rečejo temu power skills v zadnjem času, ne, tisto, kar neko skupnost naredi močno, prodorno, čvrsto in to je vaš in tudi naš namen. Tako, jaz mislim, da sva ogromno povedali, morda udeleženci še čutijo, da bi želeli kaj povprašati in če boste le lahko z nami, boste lahko na ta vprašanja odgovorili, morda še kaj dodali, kar se vam bo kasneje zazdelo, da bi bilo potrebno pojasnila, ampak prisrčna hvala za vse, kar ste nam povedali in srečno pri nadaljnjem razvijanju mentorske kulture in skupnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala in z veseljem se vam pridružim v sredo in dodam še kaj, če bo kogarkoli zanimalo.